Kakor veste, jaz na svojem kanalu govorim o takih temah, o katerih se pač ponavadi ne govori. Zdaj zadaj bojo avti, zaradi tega, ker sem, kakor lahko vidite, v lepi Ljubljani, naši dragi prestolnici, zato da se pogovorimo o ene par pomembnih zadevah. Govorila bom o eni temi, ko se vam mogoče ne zdi zanimiva, ko vam mogoče ni, ko je ne bi kliknili, ampak je še vedno ful pomembna. To so volitve, ki bojo zdaj od 23. do 26. maja. Zdaj pa gremo pogledat, zakaj je fajn, da se vsi udeležite volitev. Tisti, ki se lahko. Tisti, ki ne volite, se morate definitivno zavedati, da svojo prihodnost polagate v roke ljudi, ko mogoče nimajo istih pogledov na svet kot vi. Enako vam nam bo tudi povedal pol še kasneje naš evropski politik. V glavnem, tujcem zaupate, da se odločijo pravilno, medtem ko bi se lahko sami, in nočem se zdaj v neke vojne spravljati, ne bomo niti podajala, za koga pete voliti, samo pete voliti. Zaradi tega, ker so se sploh ženske dolga leta so se borile za volilno pravico in to je pravica in mogli bi jo bolj izkoristiti konkretno. In danes se ženske veliko bolj sekiramo zaradi enih pohval moških, namesto da bi izrabljale tisto, kar smo si skozi leta že izborile, in to je volilna pravica. Zato pejte voliti in bodite hvaležni, da imate to priložnost, da imate glas, da lahko spremenite svet. Čisto na enem simpel primeru vam dam. Predstavljajte si, da vam mama da doma opcijo, kaj boste jedli. In vi si rečete, se nima veze, in pol tvoj brat ali pa sestra izbere točno tisto, kar tebi ni všeč. Imel si izbiro, zato jo imate tudi vi in pejte voliti. Nihče se v resnici ne zanima za politiko, nobeden ne ve, kaj se sploh dogaja. In razbrati, kaj ti ponuja določena stranka, je zelo težko, zaradi tega, ker politiki vedno zapletajo besede, imajo neke dolge izraze in mi mladi lahko pozornost držimo glih 10 sekund, predno se vrnemo nazaj na Instagram in nas že nimajo več. Zato predlagam, da se gremo kar pogovoriti z enim evropskim poslancem, pa nam bo on sam povedal, kaj v bistvu sploh to vse to je in zakaj je fajn voliti. Pa gremo. No, jaz sem zdaj dobila eno čist enkratno priložnost, da ta pravega evropskega poslanca Igorja Šoltesa vprašam ene par vprašanj. Vprašanja se postavili vi na Instagramu, on bo pa zdaj odgovoril. Začnimo z čist enim ful preprostim vprašanjem. A imate kako domačo žival? Ne, trenutno ne, če odštem kakšnega mola, ampak v mladosti sem imel pa zelo veliko. Sem imel od psov, imel sem tudi zajce, imel sem tudi morske prašičke, imel sem tudi hrčke, tako da tak pisan živalski svet. Jaz tudi. Ampak še nekaj, bil sem pa pred kratkim v zavetišču Gmajnice in sem skoraj posvojil enega čudovitega psa z imenom Pika, ampak mislim, da se zelo znam odločiti. Zakaj pa niste? Zato, ker imamo zdaj ravno druge stvari, ki mi zdaj onemogočajo, da bi toliko časa preživel s psom. Absolutno. Zdaj pa na resna vprašanja. Kaj je naloga evropskih poslancev? Ja, naloga evropskih poslancev je, po mojem mnenju, predvsem to, da služijo interesom države, iz katere prihajajo, in da to delajo v okviru evropske politike. Da prepričujejo druge kolege, da prepričujejo druge politične skupine za stvari, za akcije, za aktivnosti, ki so dobre za nas. Od čiste okolja, vode, zraka, do varstva potrošnikov, tiste stvari, ki so pomembne za naše vsakdanje življenje. Zakaj se pa sploh gre voliti? Prvič zato, ker je to pravica. Drugič pa tudi zato, ker če ne greš ti voliti, bodo drugi volili tisto, kar mogoče ti ne želiš. Mislim, da je poleg pravice tudi ena taka pomembna dolžnost do sebe, da odločaš, kdo bo vodil ali državo, kdo bo sedel v Evropskem parlamentu. In mislim, da ne gre za podcenjevati, ker najlažje je seveda ne jeti, potem pa kritizirati, pa se razburjati, pa se jeti s tem, kako rečeš, kavč trenerje. Treba je prevzeti odgovornost, jeti voliti, se odločiti za tistega, za katerega misliš, da je najboljši, in mu pravzaprav iz tega naslova potem lahko res argumentirano postaviš vprašanje, zahtevaš od njega določene aktivnosti, ne pa da si pasiven, da nič ne narediš, pa misliš, da bo nekdo drug vse zate naredil. Zakaj mislite, da ste ravno vi primerni za to nalogo? Zato, ker sem že 5 let s to nalogo in mislim, da sem jo opravljal zelo dobro, predvsem zato, ker sem zelo jasno postavil interese ljudi, se pravi javni interes pred interesom tega kapitala, teh elit, ali pa če hoče teh lobistov. Žal smo bili velikokrat preglasovani, ampak treba se boriti naprej in treba se boriti za
delovske pravice, za čisto okolje, seveda tudi za socialne standarde. To je tisto, kar lahko družbo dela sploh sposobno preživeti. Ker če ne bo ta diferenciacija med bogatimi in revnimi prevelika, ampak mislim, da si Slovenija kot čudovita, zelena, res bogata država zasluži en tak preboj tudi v tem miselnem vzorcu, da seveda je kapital pomemben, ampak na prvo mesto moramo postaviti človeka in njegove vrednote. Mislim, da tudi delodajalci in delojemalci lahko najdejo skupen jezik, takrat, ko se bo razumelo, da so delavci tisti, ki ustvarjajo to dodano vrednost. Kako bi pa mlade lahko malo bolj prepričali, da bi šli voliti? Predvsem zato, recimo, če govorimo o evropskih volitvah, zato, ker se v Evropi odloča tudi o mladih. Evropa je dala ogromno denarja za odpravo roaminga, da lahko zaključimo po celi Evropi, brez stroškov, to je super. Dali ogromno denarja za zaposlitve mladih in naredili en zelo fajn program Erasmus+, po katerem mladi lahko potujejo po celi Evropi v študijskih programih, v poklicnih programih. In je tak, če se bo hecam, zelo plodovit program. Ne boste verjeli, da je od 1978, ko se je začel ta program, pa do danes, ko govorimo že o milijardah sredstev za ta program, se med mladimi, ki so šli v te programe, rodilo že več kot milijon otrok. Torej, ima še ta vidik, ki ni nepomemben. In zakaj se boste vi najbolj borili v Evropskem parlamentu? Meni se zdi najbolj pomembno staviti na to varno okolje, na varno hrano in res na varno polno mladost in seveda tudi na varno starost. Ker mladi, ki zdaj vstopate na trg dela, je res problem, kaj se bo zgodilo, ko pridete čez starejšega obdobja. In fajn imeti občutek varnosti. Mislim, da kot družba, kot Evropa, nismo tako revni, da ne bi za to ustrezno poskrbeli. Ampak še en pomemben moment za vsak dan je pa varna hrana. Mislim, da je to ena stvar, ki jo absolutno podcenjujemo, je pa vedno bolj v zavesti ljudi in sam se že ves čas zavzemam, da bi ta lokalno zdrava pridelana hrana našla pot do teh najbolj ranljivih skupin, od otrok do starejših, vrtcev, šol, do seveda domov starejših, bolnic. In to se mi zdi zelo pomembno, da razumemo, da bomo kot narod preživeli tudi, če bomo znali čuvati naše naravne vire, naše vodo, naše resurse in imeli svojo hrano, ker je samoskrbno. Smo lahko močni, ker močen narod je takrat, kadar če zelo preprosto je zdravo hrano, brez hormonskih motilcev, brez disruptorjev in takrat je tista prava energija, pravi power. Zelo pomembno pa je tudi, da, če smem to reči, da poskrbimo za to, da tudi nataliteta je v rastu. Moramo kot narod pokazati zobe tudi Evropi. Jaz sem naredila čisto eno kratko anketo na mojem Instagramu in ugotovili smo, samo 612 jih bi šlo dejansko voliti, 1288, se pravi 68% pa ne bi šlo voliti. Kasneje sem vprašala tudi, zakaj ne bi šli voliti. Itak je večina odgovorov zaradi tega, ker so premladi, ampak ker nas politika ne zanima, zaradi tega, ker nimamo časa, zaradi tega, ker se nam ne da ostati zjutraj, to pač niso izgovori za našo prihodnost. Definitivno bi bila ena rešitev to, da bi se uvedle mobilne volitve, ampak zaenkrat tega še ni in moramo opraviti nekaj svojo dolžnost. Zadnji razlog, zakaj pa mladi ne grejo voliti, je tudi ta, ker ne vejo, kam voliti, kaj voliti. Dol spodaj vam bom dala en link, kjer vam lahko vse to pomaga in vam lahko vse olajša. Definitivno pošerajte še na svojih socialnih medijih #tokrat grem volit oziroma this time I'm voting, zato da razširimo to znanje, da je treba iti voliti. Se pravi, od 23. do 26. maja gremo voliti. Bodite hrabri, pogum velja, bodite odločni, pejte naprej in predvsem zaupajte vase, ker če boste zaupali vase, bodo tudi drugi v vas in srečno.